Dober večer. 45 inovacij oziroma več kot 220 inovatork in inovatorjev je na jubilejnem 10. dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju, ki ga pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije, prejelo priznanja za najboljše inovacije nastale v lanskem letu. Med nagrajenci je tudi 6 dolenjskih oziroma posavskih podjetij ter samostojni inovator. Zlati priznanji za najboljšo inovacijo pa sta med drugimi prejela Novomeška Krka in Trebanjski Trimo. Na natečaj Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije so podjetja letos prijavila 230 inovacijskih projektov, pri katerih je sodelovalo več kot 730 inovatork in inovatorjev. Novost na jubilejnem 10. dnevu inovativnosti je bila podelitev nagrade za najboljšo inovacijo po mnenju javnosti. Letošnje leto smo se prvič odločili, da bomo podelili priznanja najboljša inovacija po izboru javnosti, predvsem zaradi tega, ker smo želeli naša priznanja pa inovacije, ki vsako leto jih podeljujemo, približati tudi javnosti, se pravi, da se še več sliši o inovacijah, da se približa rezultati podjetij, inovativni rezultati podjetij še širšemu krogu ljudi po Sloveniji. Zato je bilo letošnje leto podeljena prav ta priznanja oziroma izbor smo naredili. Doboga je podjetje, ki dejansko dela tudi na področju potrošniške inovacije oziroma targetira končne kupce in je vsekakor v vsakem primeru temu podjetju bo to sigurno tudi pomagalo. Med 45 najboljšimi inovacijami na nacionalni ravni so 4 prejele še posebno priznanje. Predvsem zaradi tega, ker eno je to, da so bila pač letošnje leto jubilejna priznanja, ampak tudi v teku ocenjevanja so inovacije, te 4 inovacije tako štrlele ven, zaradi tega predvsem, ker so vse 4 inovacije malih podjetij in vse so bile zelo, zelo dobre, ampak ne toliko dobre, da bi lahko bile zlate. Zlate pomeni, da ima že velik tržni potencial, to so imele pa tik na tem, da se tržni potencial potrdi in zato smo jim se odločili, da jim podelimo posebna priznanja. Inovativne dosežke slovenskih podjetij je Gospodarska zbornica Slovenije letos nagradila 7 zlatimi, 28 srebrnimi, 6 bronastimi priznanji ter 4 diplomami. Za trdo, večenotno farmacevtsko obliko za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo je najvišje zlato priznanje, ki sta ga podelila predsednik države Danilo Türk in predsednik Gospodarske zbornice Samo Hribar Milič, prejela Novomeška Krka. Mi smo zelo veseli tega zlatega priznanja, ki so ga prejeli naši sodelavci in s tem vsi krkaši. Mi, kar je izrednega pomena na letnem nivoju, vlagamo kar 9% od vseh prihodkov od prodaje v razvoj in raziskave in več kot 500 naših sodelavk in sodelavcev dela na več kot 150 novih izdelkih, ki bodo prihajali na tržišče v naslednjih letih. Je pa pri vsem tem ključnega pomena, tako pri novih izdelkih in s tem povezano inovativnostjo, da se vse tole dokaže, predvsem tudi sama inovativnost na samem tržišču. Če tržišče sprejme izdelek, potem je to inovacija, drugače pa nima nobenega pomena. Med zlatimi nagrajenci sta s povsem novim, tako imenovanim Cubis Air elementom, tudi CBS inštitut in njegov lastnik Trebanjski Trimo. Gre za popolno novost v svetu, za poseben panel, ki je na principu oken, samo da nimamo več ene same komore, kot so danes okna zgrajena, temveč imamo 5 komor, ki omogočajo izredno visoko toplotno izolativnost. Hkrati pa nam tak panel zaradi svoje strukture omogoča izredno prijetno bivanje, torej ugodje bivanja je visoko in zvočno izolativnost. Sama ideja je pravzaprav res plod CBS inštituta, našega vodilnega inovatorja Aleša Kralja, medtem ko izhodišče za inovacijo pa je podalo Trimo, torej kaj si želi v naslednjih letih ponuditi na trg. Med nagrajenimi so v Gospodarski zbornici letos zaznali več inovacij z področja informatike in telekomunikacij ter zdravstva in medicine. Posebno priznanje za inovacijo odvoda urina iz katetra je prejel samostojni inovator iz Krškega Danijel Mižigoj, ki je na regionalni ravni prejel zlato priznanje Posavske gospodarske zbornice. To je inovacija, ki je dejansko je to inovacija svetska, svetovna. Ker te stvari je preverjeno, ni ima nobena evropska država, niti Amerika. Tako da
res sem zadovoljen, res sem imel veliko dela, veliko misli, potovanja in tudi stroškov. Zdaj, ko je stvar gotova, se vsakmu zdi, ja, se to ni nič takega, vendar pa je to veliko delo. Veliko delo, pa če vzamete, da jaz sem dejansko gradbenik, bi to bolj pasalo enemu strojnemu inženirju kot hidravličarju. Ampak pustimo to. Vesel sem, da tem sem ljudem zmanjšal težave, njihovo življenje sem jim zboljšal, ker zdaj so sami svoji dejansko gospodari, razen nekaterih, ki pač tudi v nobenem slučaju ne bi mogli to delati. Sicer pa sta bili s srebrnim priznanjem za svoje inovacije nagrajeni še novomeški podjetji Infotehna in TPV. To pomeni, da smo že vrsto let na pravi poti, ker v našem podjetju gradimo tradicijo inovativnosti in veliko vlagamo v znanje in razvoj kadrov in naših kolegov ter zaposlenih, na katere smo seveda ponosni, ker redno in vsako leto zapovrstjo skoraj dobivajo nagrade za inovativnost, tako v Sloveniji kot na evropskem nivoju. Zelo smo veseli, da smo dosegli ta uspeh, torej da smo dobili to nagrado, priznanje, ravno zaradi tega, ker v bistvu te nagrade oziroma te inovacije, katera je bila tukaj predstavljena, je v tem, da iščemo čim večji, čim bolj optimalen izkoristek materijala, torej da poskušamo izločiti nekako te klasične načrtovalske metode, kjer so materijali in konstrukcije same predimenzionirane. In ravno v tem vidimo svojo priložnost, da ponudimo določene rešitve svojim kupcem. S tem pa posredno vplivamo tudi na svojo konkurenčnost in pa konec koncev tudi z optimiranim materialom, z manjšo porabo tudi pomembno vplivamo na ravnanje z okoljem in izpuste CO2 kot takšnega. Med prejemniki bronastih priznanj za najboljše inovacije je letos tudi podjetje Ino Brežice. No, ta inovacija hidravlično-paralelnega zložljivega mulčarja je profesionalni mulčar, ki je predvsem namenjen na najzahtevnejše trge. Lahko se pohvalim, da smo 2 prototipa prodali, že enega v Nemčijo, enega v Bolgarijo, tako da rezultat je že tu. Rešitev je inovativna, smo med prvimi podjetji, ki so podobne stroje razvili, predvsem za velike površine, za drobljenje rastlinskih ostankov, pa tudi v komunali se uporablja za urejevanje zelenih površin, predvsem na velikih letališčih. Razvoj novih izdelkov, tehnologij in storitev danes ne omogoča zgolj ohranjanja oziroma povečanja konkurenčne prednosti podjetja, zniževanja stroškov in povečanega povpraševanja. Inovacije so hkrati porok za dolgoročno uspešnost in preživetje podjetja. Ja, veste, kako je? Jaz mislim, da v vsakem podjetju je poleg tega, da seveda moraš izdelek in storitev prodati, in to je stvar marketinga in prodaje, izrednega pomena imeti nove izdelke. In Krka ima v svojem asortimanu, prodajnem asortimanu, kar 45% takih izdelkov, ki so novi. To pa pomeni, da so prišli na tržišče v zadnjih 5 letih. In to so tisti, ki imajo izdelke, ki imajo višjo dodano vrednost, kar pomeni, da po črto več ostane in s tem, ko po črto več ostane, lahko investiraš, lahko gradiš Notol 2 za 200 milijonov evrov, lahko gradiš tovarno v Rusiji za 135 milijonov evrov, si lahko družbeno odgovoren in podpiraš vse vrste dejavnosti, lahko na novo zaposluješ, nas bo koncem tega leta v Krki že 10 000 in potem v naslednjem letu še bistveno več. Za podjetje Trimo je proces inoviranja zelo pomemben, pravzaprav ga čez celo leto spodbuja pri vsakem zaposlenem, spodbuja, da bi podal vsaj eno izboljšavo. Inovacije pa so absolutno dobrodošle, saj to pomeni tudi kasneje patentno zaščito in seveda tudi prednost na trgu. Uvajanje inovacij sodi med prednostne naloge podjetij tudi na trgu informacijskih tehnologij. Danes je tako, da v svetu informacijske tehnologije težko obstaneš dlje časa, če nisi vedno v ospredju in vedno staviš na tega konja inovativnosti in skušaš biti vedno korak pred konkurenco.
Konkurenca na zahodu, še posebej pa je vzhoda, je posebej znana po tem, da je napredna, da hitro osvaja nova znanja in se poslužuje tudi pri prijemu, kot so kopiranje rešitev, kar pa pomeni, da mi, če hočemo obstati na tem trgu, na katerem smo, moramo biti inovativni in bolj napredni od ostalih. Da je slovensko gospodarstvo nadpovprečno inovativno, kažejo tudi evropske analize in primerjave, pravi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Imamo tudi gospodarstvo, ki je izvozno, nadpovprečno, uspešno, na prebivalca izvožimo več kot v povprečju Evropske unije. Skratka, imamo še številne gospodarske subjekte, ki se zavedajo in tudi primerno vlagajo v inovativnost, to pa je v procese in v ljudi, da so še naprej konkurenčni. Po podatkih Urada za intelektualno lastnino je v lanskem letu, kljub zaobstrenim gospodarskim razmeram, naraslo tako število podeljenih patentov kot registracij modelov. Kljub temu Slovenija po mnenju Hribar Miliča še vedno ni inovacijska družba. Ker po eni strani nimamo primernega okolja, povezanega z davčno politiko, z neko razvojno industrijsko politiko, s specifičnimi ukrepi, ki bi pospeševali povezovanje, grozdenje, povezovanje znanosti in gospodarstva. Skratka, to so bolj kot ne neke izjeme, ki izkoriščajo določene ukrepe, ki jih imamo v okolju. Torej, pogrešamo neko inovacijsko politiko, po drugi strani lahko veliko naredimo tudi z davki, z izobraževalnim sistemom in nazadnje tudi znotraj podjetij imajo še v številnih primerih priložnosti, da izboljšajo procese, da so bolj odgovorni, da več vlagajo v klimo, spodbujanje inovativnosti, tudi v nagrajevanje inovativnih ljudi in nazadnje tudi v to, da so odnosi v podjetjih boljši. Kljub temu pa zavedanje o pomenu inovacij za konkurenčno uspešnost podjetij na globalnem trgu raste. V vseh letih, odkar Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje priznanja za najboljše inovacije, je namreč na dnevih inovativnosti sodelovalo že več kot 4200 inovatork in inovatorjev. Tudi v naslednjem prispevku bomo govorili o uspešnih gospodarstvenikih. Upravni odbor Združenja Menedžer, katerega medijski partner je televizija Vaš kanal, je za menedžerja leta 2012 imenoval Vojmirja Urlepa, predsednika uprave Leka, sicer člana skupine Sando. Priznanje menedžer leta so mu slovesno podelili na dvodnevnem menedžerskem kongresu v Portorožu. Družba Lek pod vodstvom Vojmirja Urlepa po oceni upravnega odbora Združenja Menedžer dosega nadpovprečne rezultate, nadpovprečno zadovoljstvo kupcev in zaposlenih, visoko dodano vrednost in ima vodilno razvojno vlogo v koncernu Sando. Prvi mož Leka poudarja, da je to priznanje tudi za zaposlene v družbi. Žal so ti dosežki še vse premalo prepoznani v slovenski javnosti in osebno upam, da bo tudi to priznanje pripomoglo k temu, da bodo bolj prepoznani in bolj cenjeni. Vojmir Urlep, dvojni magister farmacije in ekonomije, se je v Leku prvič zaposlil že leta 1983. V naslednjih 15 letih je vodil prodajo za območje Afrike, predstavništvo v Moskvi, družbo Lek Zagreb, bil je član uprave ter predsednik uprave Leka med leti 1996–1998. Podjetje je zapustil za 7 let, ko je prevzel vodenje kemofarmacije, a se je v Lek leta 2007 vrnil kot predsednik uprave, ki opravlja tudi funkcijo predsednika Novartisa v Sloveniji. Število sodelavcev Leka vse skozi narašča, prav tako njihova izobrazbena struktura. Lek trenutno zaposluje 2674 ljudi, pri čemer se ta številka dnevno spreminja in to navzgor, ker imamo precejšnje potrebe po dodatnih zaposlitvah. Morda kot zanimivost bi povedal, da nas je bilo v letu 2003, ko je prišlo do prevzema 2400 in da je bila takrat v deležu vseh zaposlenih skupina zaposlenih, ki imajo visokošolsko izobrazbo, magisterij ali doktorat, zastopana s 34%, danes pa z 41%. O uspešnosti Lekovega poslovanja pričajo naslednji podatki. Skoraj 642 milijonov evrov prihodkov, kar je 9% rast v primerjavi z letom 2010, skoraj 74 milijonov evrov čistega dobička, kar pomeni 54% rast glede na 2010, ter povprečna bruto plača, ki znaša 2987 evrov, kar je dvakrat več od slovenskega povprečja.
Naša nadaljna vizija je ne samo ostati na tem, kar smo dosegli, ampak to vsakodnevno nadgrajevati z novimi in novimi uspehi. Ugled menedžerjev je zaradi nekaterih slabih primerov vodenja družb v Sloveniji kar precej načet. Primeri dobrih praks pa so vse prevečkrat prezrti, poudarjajo menedžerji. Zaupanje bo treba okrepiti z... Pot je zelo jasna, z poštenim, prizadevnim, uspešnim, strokovnim delom, pa naj bo to z domačim ali tujim kapitalom. Jaz sem prepričan samo z zgledom, z najboljšim delom, s trdim delom, z dobro povezavo s svojimi zaposlenimi, z najboljšimi razvojnimi koraki, z občutkom, tudi s socialnim čutom do zaposlenih. Združenje menedžer ima skoraj 1200 članov, to število pa se še povečuje. Z tajkuni smo upravili, torej tiste, na kar res nismo ponosni in kar nas je bilo malo sram, ker so bili v naših vrstah, smo jih izločili iz Združenja menedžer. Tako da mislim, da je združenje prerojeno. Predvsem se tu upiramo na kodeks etike, že nekaj časa ga imamo, ki ima jasnih 10 točk, kaj naj menedžer dela in kaj predvsem naj ne dela, kaj je etično in moralno sporno. Vsak član ga podpiše in s tem tudi sprejme, da ga bo izvajal. Na podobo menedžerjev lahko v veliki meri vplivajo mediji, ki prav tako nosijo svoj del odgovornosti, da prepoznajo tudi pozitivne zgodbe in jim namenijo pozornost. Če ni verodostojnih medijev, ki bi zmogli ustrezno informacijsko transformacijo med odločitvami in ravnanji takih posameznikov in javnostjo, je, da prihaja do diskreditacij. Gre pa vaši oceni mediji kdaj čez rob? V katerih primerih? Ja, vedno, tako kot v vsaki stvari se vedno najde nekdo, ki ga zanese in mediji pač tekmujejo v tem, kdo bo bolj senzacionalen. In ko se zdi nekaj narobe, ko se zgodi nekaj narobe, pač mediji, kar je z moralnega vidika napačno, tekmujejo, kdo bo bolj negativno poročal. Na strpen dialog in spoštovanje dostojanstva posameznika je v slavnostnem nagovoru ob podelitvi priznanja opozoril tudi predsednik države Danilo Türk. Toda vse to ne bo prišlo samo od sebe. Tak javni dialog bomo imeli takrat, ko bo v njem sodelovalo dovolj veliko število strpnih, dostojanstvenih, strokovno podkovanih, izkušenih in dobronamernih ljudi. Osrednja poudarka tokratnega kongresa sta bila premikanje meja je stvar odločitve in voditelji, ki dosegajo 9-krat več. Postregel je z odličnimi gosti in vsak od njih je razkrival izkušnje svojega področja dela. Med njimi je bil tudi eden najboljših evropskih košarkarskih trenerjev Željko Obradović. V svoji več kot 20-letni trenerski karieri je med drugim kar 8-krat postal prvak Eurolige s 4 različnimi klubi. Poudaril je, da ga je pri delu vedno vodila intuicija, med najpomembnejše vrednote pa uvršča spoštovanje. Spomnil je na rek, ki mu ga je vcepil oče: spoštuj ljudi, da boš spoštovan. Pa nema lahko uspeha, do uspeha se dolazi sa velikim radom. Ni lahko uspeti, do uspeha pridemo z veliko truda in odrekanja, do njega ne pridemo le z enim človekom, ampak s celo ekipo. Vsi dejavniki se morajo poklopiti, da ekipa deluje na pravi način. Trener pa je tisti, ki daje smernice, ki določa način dela. Trener je nekdo, ki mu vsi sledijo, ki mu verjamejo, da ima znanje in mu verjamejo kot človeku. Trener je človek, ki mora imeti razumevanje za vse v klubu, predvsem do igralcev, da je z njimi tudi v težkih trenutkih, pa tudi, ko so na zmagovalnem odru, da skratka razume vse njihove težave. Seveda pa je trener tisti, ki je prvi in odgovoren za vse. Jednostavno bude človek, koji je primer v svemu. Spodbujajmo in navijajmo drug za drugega in bomo vsem boljše, počutili se bomo bolje in tudi rezultati bodo mnogo boljši. Tista ekipa, ki zmaguje, ima kot celota veliko več testosterona kot tista, ki ne zmaguje. Kar pomeni, da se splača biti del urejene zmagovalne ekipe veliko bolj kot se prepirati v slabi ekipi, kdo je višji. Ker tudi tisti, ki je najvišji v slabi ekipi, je nižji kot tisti, ki je najnižji v dobri ekipi. Kar pomeni, če prevedemo v denar, najmanj plačan igralec Reala je še vedno bogataš v primeri z najbolj plačanim igralcem, recimo Olimpije. Se pravi, ključna stvar je v tem, da vi morate v času krize intenzivirati stik z ljudmi. Vsak menedžer, ki se skriva v svoji pisarni, pa tam razmišlja, kaj bo delal napako. To moraš delati, ne? Ampak to delaj
popoldne ali pa kar čez dan, probaj pa čim več biti z ljudmi. Čim več z ljudmi, družiti se, povečati kontakt, razlagati jim. To je never ending story. Ves čas se treba se z ljudmi pogovarjati, kajti šele ljudje takrat, ko imajo občutek, da so del tima, takrat začno delovati. Katere so glavne odlike vodje oziroma menedžerja, smo povprašali lanskega zmagovalca. Spoštujem vse ljudi, ne glede na barvo kože, naj bo bel ali moder, ni pomembno, kje delam. Lahko je to nekdo, ki je moj najožji sodelavec ali nekdo, ki dela v proizvodnji. Odprt sem do vseh, vsak lahko pride do mene, poslušam vsakega, kar sicer ne pomeni, da naredim vse, kar mi kdo reče, ampak vsaj poslušam in se na to odločam. Matevž Raškovič, raziskovalec z Ljubljanske ekonomske fakultete in član strokovnega sveta raziskave Zlata nit med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci, je v svojem predavanju opozoril na pomen upravljanja s človeškimi viri v podjetju, ki skupaj s trženjem tvorita ključno obrambno linijo v krizi. Obe funkciji imata nekaj skupnega in to so odnosi. Torej vidimo, da tiste organizacijske funkcije v podjetju, ki se najbolj ukvarjajo z odnosi, bodi si navznoter, torej upravljanje s človeškimi viri, bodi si navzven z vidika odnosov s kupci in odjemalci, tiste organizacijske funkcije sta postali najpomembnejši. Mirko Mušič, neizvršni direktor v upravnem odboru Halkoma in predsednik upravnega odbora ter večinski lastnik družbe Kalček, je opozoril na še eno komponento, in sicer zaupanje, ki da je največji izvozni artikel in za primer navedel Švico. Kjer dve industrijske panogi sta v Švici najmočnejši? Bančništvo in farmacija. A bi vi nesel denar na banko, ki ne zaupate, ali pa jemali zdravila, v katera ne verjamete? Švica je uspešna zaradi medsebojnega spoštovanja in zaupanja znotraj družbe. Sicer pa je tokratni kongres potekal tudi v luči reforme trga dela, ki je bil posvečen panel za zavezo za uspešno prihodnost 15-2020. Ta se nanaša na cilj, da se Slovenija prebije med 15 najrazvitejših držav Evropske unije do leta 2020. Na panelu so sodelovali ključni deležniki pri nastajanju reforme, ki so izmenjali mnenja o predlagani reformi trga dela, znotraj katere dviguje največ prahu enotna pogodba za nedoločen čas. Spremembe in novosti je predstavil Peter Pogačar z Direktorata za delovna razmerja in pravice dela. Vsaj za zdaj so predlagatelji ter delodajalci in sindikati na dveh bregovih. Mi implementiramo ta koncept, se pravi, na eni strani zmanjšujemo razloge za sklepanje pogodb za določen čas, ter na drugi strani postopek sklepanja in postopek prenehanja pogodbe za nedoločen čas bistveno olajšujemo ter skrajšujemo odpovedne roke. S temi spremembami želimo odpraviti vzroke dvojnosti tega trga dela v Sloveniji, ko imaš na eni strani zelo varovane zaposlitve za nedoločen čas in na drugi strani praktično zaposlene za določen čas kot prisilne SP-je, kjer ni nobene varnosti in je samo prožnost. Jaz se ne strinjam več s tem, da je problem zaposlovanja za določen čas. Zdaj smo že veseli, če imamo zaposlitve za določen čas. Mi imamo zdaj problem agencijskih delavcev, odpiranje SP-jev, najemanje v bistvu storitev, ne več zaposlovanja. Mi imamo kopico ljudi, ki se ne znajde ne sama sabo, ne na trgu. To, kar je ponujeno v enotni pogodbi o zaposlitvi, je v nekaterih elementih sprejemljivo, in sicer v elementih do momenta, ko je pogodba sklenjena za delovno razmerje do 2 let. Po 2 letih se pa vračamo v stare tirnice, ker stvari ponovno zakompliciramo. Tukaj predvsem smo to preučili in se resno temu posvetili. Ta pogodba je za nas sporna, ker ne rešuje tega, da bi postala delovna mesta bolj fleksibilna z vidika tudi delodajalca. Ni te prožnosti, ki si jo želimo, zaradi tega smo podali ministrstvu cel kup nasprotnih predlogov, kako to izboljšati. Po drugi strani je cel kup svetlih točk noter, ki jih podpiramo. Mislim, da je potrebno kar še nekaj dialoga, da pridemo do neke končne rešitve, ki mislim, da bi tako podprli delodajalci, kot tudi sindikati. Slovenski trg dela je premalo gibljiv, meni tudi Rasto Ovin z ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, ki pogreša še en element v naši družbi. Naša družba sicer podpira enakost, ne podpira pa razlikovanje na osnovi dela.
ne podpira sprememb, ne podpira recimo logike poskus in napaka. To imate vi v vsaki spremembi, kjer hoče nastati novo podjetje, kjer hoče zasebnik nekaj narediti, mora prihajati do poskusov in en od poskusov bo uspešen. Prvi poskus ne more biti. Sogovorniki so se dotaknili tudi sistema izobraževanja, ki je po njihovem, tako kot trg dela, zelo tog. Slovenske univerze so po mnenju Ovina še najbolj podobne Napoleonovemu modelu univerz. To pomeni, da so fakultete samostojne pri oblikovanju programov, študenti pa imajo zelo majhno možnost izbora. No in tukaj pa potem še ena stvar, gre za miselnost, ki jo bojo morali mladi prisvojiti in ta miselnost se od njih zahteva zaradi današnjih razmer. Te razmere so pa druge, kot smo jih imeli mi. Nam so starši rekli, naredi diplomo in vse bo v redu. In neodgovorno je, če mi, naša generacija, rečemo zdaj mladim, naredi diplomo in vse bo v redu. Ni res, znanje se je demokratiziralo. Mi imamo od leta 1961 do sedaj podeseterjenje, se pravi 10-krat več ljudi z diplomo imamo kot takrat. Kljub vsemu pa le ni vse tako črno, kar je izpostavila tudi švedska gostja. Mislim, da je treba biti optimističen in samozavesten. Slovenija je majhna država, a ima kaj ponuditi in dati. Kar sem zaznala na tem kongresu je, da so ljudje polni energije in pozitivno naravnani. To je moj nasvet. Njen nasvet pa je bil še, da delamo na kulturi dialoga, ki je v skandinavskih državah na zelo visoki ravni. Tudi zmožnost dialoga je ena od vrednot, ki jih menedžer mora imeti. In jo bo najbrž moral imeti tudi menedžer leta 2013, ki ga morje in z njim Portorož že nestrpno pričakuje. Današnja oddaja je pri koncu. Njene vsebine si lahko ogledate tudi na spletni strani vaskanal.com. Z vami pa bomo vnovič čez teden dni. Dotlej pa le še nasvidenje.